Slovenski ljudski stranki smo za čimprejšnje volitve. Prepričani smo, da je zmeda v državnem zboru takšna, da mora ta država čim prej dobiti operativni državni zbor, operativno vlado in začeti z reševanjem problemov. To, da se v teh dneh sedaj pojavljajo ideje o nekem mandatarju, pa tudi ideje o ustavni presoji, se nam zdijo povsem neresne. In tudi ideja, da bi nekdo ugotavljal, ali so volitve ustavno sporne ali ne, me povsem spominja na to idejo, kako se je iskalo mandatarja zadnje dni. Mislim, da gre za neresno in pa neodgovorno početje, kar se nas tiče čim prej volitve. V Slovenski ljudski stranki smo o volitvah, ki so bile pred nami prvotno predvidene za prejšnjo jesen, naslednjo jesen, govorili že v lanskem letu. V tem trenutku imamo na mizi program, ki je bil pripravljen že v začetku tega leta. Več kot 2/3 jasnih kandidatov, postopki so stekli takoj po teh rokih. Na izvršilnem odboru imamo do naslednje srede rok, da se še pridobi zadnje kandidate. Naslednji četrtek imamo glavni odbor, na katerem bomo zelo jasno predstavili ključne programske poudarke in pa pogledali, ali še kakšno mesto prazno, da ga zapolnimo, in v Slovenski ljudski stranki smo na parlamentarne volitve večkrat pripravljeni. No, saj za razliko od nekaterih drugih strank, zlasti tistih novo nastojajočih, torej predvidevam, da vam ne bo težko najti 88 kandidatov za vložitev liste. Kot sem že dejal, mi imamo že danes več kot 2/3 mest dokončnih in potekajo ti zadnji pogovori in mi bomo imeli do naslednje nedelje zadeve zagotovo razčiščene. Je že kakšna odločitev glede povezovanja z Novo Slovenijo? Evropske volitve so pokazale, da je sodelovanje koristno za enega in za drugega. Ponosni smo na rezultat, na 2 mandata, predvsem pa na to, kar smo doživljali na terenu. Kjerkoli smo bili na terenu in smo se srečevali s člani obeh strank, smo doživeli enotno ugotovitev, da je skrajni čas, da se programsko in tudi vrednostno sorodne stranke povezujejo in da tudi to povezovanje nadaljujemo. Tako da najbrž bo v tem času premalo časa, da bi govorili o skupni listi. Po vsej verjetnosti bosta 2 listi, zagotovo pa predvolilna zaveza o skupnem sodelovanju po volitvah. In prepričan sem, da bomo tudi na takšen način dosegli dober rezultat in po volitvah potem tudi igrali pomembno vlogo v normalizaciji stanja v Sloveniji. Predvidevam, da boste vi popeljali stranko SLS na predčasne volitve. Koliko časa boste potem v Bruslju izvolili se namreč kot evroposlanec? Tudi o tem smo spregovorili na zadnjem izvršilnem odboru. Sam sem bil v Evropski parlament izvoljen s preferenčnimi glasovi. Se pravi, skoraj 8000 ljudi je ocenilo, da sem primeren za to, da sem evropski poslanec, in na takšen način sem bil tudi z 8. mesta izvoljen. V Slovenski ljudski stranki smo si poleg državnozborskih volitev, ki je prvi cilj, postavili tudi zelo jasen cilj, da pridemo na evropski politični parket, kjer Slovenske ljudske stranke doslej ni bilo in so o nas govorili drugi. Po teh volitvah imamo prvič možnost, da se glas Slovenske ljudske stranke sliši v Bruslju. Rezultat pa je takšen, da bi najbrž moje potegovanje za državni zbor ogrozilo, da bi bila Slovenska ljudska stranka v Bruslju. Zato smo v resnih pogovorih, tako da se zna zgoditi, da sam ne bom kandidat na teh volitvah. Dobro, hvala lepa.